O izjemno pomembnih stvarih, komentar dneva. Silvester Šurla. Danes mineva leto dni, ko je šla prva številka nove revije Reporter. V tem času smo izdali že 53 številk in na žalost nekaterih privoščljivcev še nismo propadli. Dokazali smo, da v Sloveniji obstaja prostor za revijo kot je Reporter. Tako kot 13 let obstajal prostor za revijo Mag, je februarja letos prenehala izhajati kot samostojna edicija. Propad Maga na eni in rojstvo Reporterja na drugi strani je še en dokaz temu, da se časopisov ne da nasilno preurejati. Poskus prevzgoje najprej novinarjev, nato še bralcev, se je končal s poslovno polomijo, ki jo je spomladi doživel Mag. V prvem letu majhni relativno mladi novinarski ekipi, ki ustvarja Reporter, ni bilo lahko. Produkcija tedenskega magazina, ki vsak ponedeljek izhaja na 100 straneh, ni ravno mačji kašelj. Nato pa je treba vsak teden na trgu revijo še prodati. V času recesije, ko po vsem svetu padejo časopisne naklade, nam je uspelo iz nič priti do slabih 10 tisočakov. Toliko namreč znaša povprečna tedenska prodaja Reporterja v zadnjem letu. V primerjavi s konkurenco sploh ni slaba. Reporter postaja vse bolj zanimiv tudi za oglaševalce, kar nas po začetnih težavah na tem področju še posebej veseli. Zaradi majhnosti trga v Sloveniji noben medij ne more preživeti brez oglasov. V zadnjem letu smo dobili kar nekaj polem pod noge in na račun Reporterja v nekaterih medijih prebrali precej neumnosti. Nekaj pa drži. Za časopisom, kot je Reporter, se mora vedno dvigovati prah. V nasprotnem primeru ni razloga za njegov obstoj. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil za vso medijsko podporo pri nastajanju Reporterja tudi spletnemu portalu vest.si, še posebej pa Denisu Sarkiću.